Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši zadnji januarski informativni oddaji Bistriški tednik. Še malo pa bo konec januarja ali kot mu tudi rečemo prosinca, ker pač po starem izročilu prosi. Upajmo, da nam je uspel kaj koristnega izprositi za letošnje leto. Sicer pa lokalnih novic tokrat ni v izobilju, zato vas vabimo, da si po redni tedenski oddaji ogledate koncert Okteta Tinje pod nazivom Nocoj poglej v nebo, ki je bil v Viteški dvorani gradu Bistrica lani 21. decembra. Pogovor z vodjo oddelka za družbene dejavnosti Ireno Jereb. Literarni večer s pisarko Simono. Jubilejni mednarodni 50. turnir v judu za pokal Pohorskega bataljona. Zaključujejo se dela na novogradnji enote vrtca Otona Župančiča v Volski ulici. Tik pred podpisom je tudi pogodba za izgradnjo vrtca v Laporju. O tem in še o čem pa pogovoru z vodjo oddelka za družbene dejavnosti na bistriški občini Ireno Jereb. V rahli zimski idili stojiva tu pred objektom oziroma novogradnjo enote vrtca Otona Župančiča v Slovenski Bistrici. Dela so v zaključni fazi, konec koncev bliža se tudi uradna otvoritev oziroma predaja objekta namenu. Predvidoma bi se naj to zgodilo v mesecu marcu. Ja, tako kot ste že povedali, smo v zaključni fazi izgradnje vrtca v Volski ulici. Vrtec bo 3-oddelčni, to pomeni, da je okrog 60 otrok bo tukaj lahko nameščenih. Dela imamo še sedaj oziroma izvajalec za en mesec, tako da po pogodbi se dela zaključujejo 20. februarja. Izvajalec se držal terminskega plana. Moram povedati, da nam je tudi zdaj v zimskem času šlo vreme nekako, tako da smo lahko tudi zunanjo ureditev uredili tako, kot je potrebno. Potem še pride oprema in v začetku marca imamo pogodbeni rok za opremo, potem še tehnični pregled, tako da bi rekli, da bomo marca pa zaključili vse ta še dodatna izvedbena dela, ki so potrebna, da lahko se vrtec odpre in začne z delovanjem. Kot ste rekli, nekako planiramo potem tudi otvoritev v konec marca ali pa začetku aprila. Menda je tik pred podpisom, če že ni podpisana, tudi pogodba za izgradnjo vrtca v Laporju. Ja, drži, pogodbo z izvajalcem za izgradnjo vrtca v Laporju smo podpisali prejšnji teden. Izvajalec ima 1 leto, da postavi objekt, to pomeni, da čez 1 leto bomo govorili v novem vrtcu. Vrtec v Laporju je 4-oddelčni. Tam je izvedena lesena konstrukcija oziroma nizkoenergetski. Smo dobili tudi sredstva za ekosklada oziroma jih bomo pridobili, imamo že odločbo. S tem bomo tudi rešili prostorsko problematiko na osnovni šoli Gustafa Šiliha Laporje. Glede na to, da imamo tam 2 oddelka v prostorih prizidka, ki je bil namensko za vrtec, ostala 2 oddelka sta pa v šoli. Menda vas čaka še prenova oziroma adaptacija prostorov enote vrtca Otona Župančiča na Keblju. Ja, drži, na Keblu imamo en oddelek v prostorih šole, en oddelek se pa trenutno nahaja v prostorih večnamenskega objekta, tako v enem stanovanju, ki se je pred leti izpraznilo in glede na potrebe smo lahko tam zagotovili pač še dodatni oddelek. Sedaj nekako načrtujemo. V prihodnje letos bomo dejansko šli v izdelavo projektov in pridobitev gradbenega dovoljenja, da bi tam še potem pri šoli prizidek za en oddelek, tako da bi bil tem vrtec na Keblu pod skupno streho. Povejva še nekaj na splošno o vlaganih investicijah v objekte na področju varstva in predšolske vzgoje otrok v občini. Kar nekaj teh investicij se zdajle že zaključuje oziroma se bo zaključilo, kaj pa v prihodnje?
Ja, mi smo kar tale ciklus zadnjih 10 let zelo intenzivno delali za predšolsko vzgojo. Dejansko so potrebe bile vedno vsako leto na posameznih območjih kar povečane, glede na to, da se je zadnja leta kar na območje Slovenske Bistrice preselilo kar nekaj mladih družin, kar posledično tudi pomeni, da je potrebno zagotoviti prostore za predšolsko in tudi za šolsko področje. Zdaj bomo rekli tako, smo nekje v zaključku teh največjih investicij, tako kot Bistrica pa Laporje, potem so manjše za področje Kebla, kot sem že omenila, pa tudi se že kaže potrebe še po dodatnih, prav tako tudi v mestu Slovenska Bistrica, pa tudi na zunaj. Ampak tako kot sem omenila, demografska slika se zelo hitro spreminja. Težko je napovedovati, kaj bo čez 3-4 leta. Spremljamo situacijo na posameznih področjih. Res pa je, da hipno se ne odločamo, pač nekaj časa vseeno, veste, sami postopki se skupaj trajajo, odvisno je tudi od finančne situacije oziroma zagotavljanja sredstev. Tukaj smo občine glede predšolskega varstva prepuščene same sebi. Zakonska naloga je, da so občine investirajo v predšolski prostor in vse tukaj pomeni to, da jim moramo vse tukaj po domače povedano skupaj zložiti in potem pač delamo investicije tako po nekem terminskem planu. Hiša dobrega počutja Arheotip je v torek 22. januarja gostila večer s pisarko Simono. Simona Babič, ki od leta 2007 živi v Slovenski Bistrici, je predstavila svoje 3 knjige: Vzhod sonca, Ponovno Simonca, Ljubezen afna izbiraj .si in Ime je ljubezen. Kot je povedala avtorica, gre za trilogijo o ljubezni, ki je povezala 3 knjige v 3 zvezde večera. Psevdonim, ki sem si ga nadela, pisarka, pomeni nekaj starinskega. Ampak v bistvu jaz ne odkrivam ničesar novega. Pišem o ljubezni, o starodavnih modrostih, ki so pozabljene. Pozabljene. To nam življenje kaže. Današnji tempo življenja in hitenje od enega opravka do drugega ne dovoljuje, da bi se ustavili, se zazrli v tišino in razmislili, kam sploh gremo in kdo smo. Ljubezen. To je nekaj izjemno intimnega, osebnega, v bistvu neopisljivega. Pa vendar sem to opisala in spisala v 3 knjige. Odkrito, razkrito, popolnoma sem se razgalila in bila iskrena. Vsi smo krvavi pod kožo, vsi smo iz istega testa in vsi doživljamo podobne izkušnje. Ampak odvisno je, ali jih ozavestimo, ali smo se z njimi pripravljeni soočiti. Dogodek je popestrila Bogdana Brglez-Fink z violino.
Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Obravnavali so 9 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine, 3 zatajitve in 2 ostali kaznivi dejanji. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je izkoristil nepazljivost občanke v trgovini in s prodajalnega pulta odtujil denarnico z 200 evri gotovine. Preloge. Neznani storilec je v nočnih urah iz tovornega vozila odtujil rezervne dele in s tem oškodoval podjetje za 300 evrov. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 9 prometnih nesreč. V 4 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče, v 3 primerih so obravnavali nesrečo prve kategorije, 2 prometni nesreči pa so zaključili z uradnim zaznamkom. Ob tem so izdali še 73 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 5 vozniških dovoljenj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 3 intervencije, pri tem so 2 kršiteljema izdali plačilna naloga, 1 intervencijo pa so zaključili z uradnim zaznamkom. Obravnavali so tudi 5 dogodkov in 2 kršitvi po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Judo klub Impol je v soboto 19. januarja v športni dvorani v Slovenski Bistrici izvedel že 50. mednarodni turnir za pokal pohorskega bataljona. V članski konkurenci se je pomerilo 41 judoistov, kadetski pa 78 judoistov in judoistk iz Italije, Hrvaške in Slovenije. Izkazali so se tudi domači tekmovalci in tekmovalke. V kategoriji do 73 kg je Žan Markovič osvojil srebrno kolajno, tretji pa je bil Tim Demšar. Bronaste kolajne za judo klub Impol so osvojili tudi Nejc Arbeiter v kategoriji do 60 kg, Patrik Golob in Luka Tropan v kategoriji do 66 kg ter Mario Gašparič v kategoriji do 90 kg. Luka Tropan je bil drugi tudi pri kadetih, kjer je Miha Brence osvojil bronasto medaljo v kategoriji do 55 kg, tretja je bila tudi Ajša Erker pri kadetinjah v kategoriji do 70 kg. Ob jubilejnem turnirju smo se pogovarjali s Francem Očkom, direktorjem judo kluba Impol in generalnim sekretarjem Judo zveze Slovenije. Letošnji pokal pohorskega bataljona je že 50. po vrsti. Kako ste zadovoljni z udeležbo in samo kakovostjo dvobojev? Ja, kot vsako leto poudarjamo, udeležba ni najboljša, predvsem domačih klubov, tistih najboljših tekmovalcev skoraj da na zadnjih tekmovanjih ni, ne samo pri nas, tudi na drugih tovrstnih članskih tekmovanjih. Vzrokov je več, imamo tako ozek vrh in vsi tisti, ki se pripravljajo za velika tekmovanja, bi jim to še bilo dodatno breme in jih nekako potem pustimo, da se pač ne udeležijo teh domačih tekmovanj, kar je seveda hendikep za organizatorje. Tudi tujce kvalitetne je težko pridobiti, koledarje Evropske federacije in pa tisti svetovne federacije in pa tisti tekmovalci, ki računajo na kaj več, so res obremenjeni in je tekm skoraj vsak vikend na pretek. Kakšni so pravzaprav bili začetki tega turnirja leta 1969? Kdo je dal idejo za ta turnir in kdo so bili pobudniki? Ja, jaz moram reči, da takratno vodstvo kluba, ki je pač bilo, to je se res daleč strani, sem takrat ravno leta 1959 začel trenirati, tako da pravih podatkov, kdo je bil pobudnik, tega nimam, ampak takratno vodstvo, ki so bili s trenerje in pa struktura, ki je klub delovala, so začeli ta jubilejni turnir, ki smo ga letos pač praznujemo 50. obletnico tega turnirja in je eden najstarejših na slovenskem judo prostoru in hvala Bogu, da držimo to tradicijo tudi naprej. Letos vaš klub obeležuje tudi častitljivo obletnico, 60-letnico delovanja. Kako jo boste obeležili? Ja, leta 1959, oktobra je bil ustanovljen judo klub Impol. Pripravljamo eno scenarij, eno zgodbo, ki bi jo radi predstavili jeseni z neko slavnostno akademijo kluba. Ravno v teh dneh se bo sestavil ta pripravljalni organizacijski odbor in bomo potem nekako začrtali smernice,
kako se bomo pač predstavili in kako bomo obeležili to častitljivo obletnico. S tem pa tudi zaključujemo redno tedensko informativno oddajo Bistriški tednik in naj vas še enkrat prijazno povabimo, da si ogledate božični koncert okteta Tinje pod nazivom Nocoj poglej v nebo, ki bo sledil takoj po oddaji. Prijetno poslušanje in nasvidenje do prihodnjič.